Viva podcast za višjo kakovost življenja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še enem zelo zanimivem Vivinem podcastu. Vsi smo zagotovo že kdaj imeli cmok v želodcu, recimo pred kakšnim izpitom ali pa pomembnim sestankom, ali pa nekakšen slab ali pa mogoče dober občutek v trebuhu ob kakšni odločitvi. Zagotovo ni naključje, da toliko čustev opisujemo skozi želodec, črevesje in prebavo, saj so z možgani povezani veliko bolj, kot si mogoče mislimo. No, danes bomo govorili o tem, zakaj je prebava nekakšen komandni center energije, odpornosti, razpoloženja in celo spanja. Zakaj stres pogosto najprej začutimo prav na prebavi? Kako sodoben način življenja vpliva na naše črevesje in kaj lahko že z majhnimi spremembami naredimo za boljše počutje? Z nami sta zdravnica Ema Cindro-Kostelec in certificirana nutricionistka Mojca Cepuš. Lepo pozdravljeni, dobrodošli in hvala, da ste se odzvali na naše vabilo. Živjo. Živjo, hvala za vabilo. No, če si zamislimo eno takšno danes povsem običajno vsakdanjo situacijo. Zjutraj odhitimo v službo, pogosto brez zajtrka, potem tam v službi stoje ob avtomatu, mogoče popijemo eno kavo, natešče, potem pa sestanek za sestankom, imamo mogoče v avtomobilu čas, da na hitro pojemo en sendvič. Kako to vpliva na prebavo? Absolutno neidealno, ker mi nismo bili narejeni za tako prehrano, kot jo danes imamo, še posebej, če ti zjutraj vstaneš, potem, ko dlje časa nisi jedel, ti začnejo že določene vrste bakterij počasi odmirati. In to, kar bomo mi zjutraj prvo dali v telo, bo hranilo določene bakterije. Se pravi, hočeš zjutraj dati hrano, ki bo hranila tiste dobre bakterije, da potem seveda pač to vpliva na tvoje navade, na tvoje počutje. Imamo zdaj tudi dokaze, da konec koncev te želje, ki jih imamo recimo po razni hrani, tudi izhajajo iz mikrobioma, ki ga imamo, glede na to, koliko kvalitete je. Tako da, ja, to, da zjutraj nič ne jemo, pa potem čez dan mogoče kakšne sneke, prigrizke, ves čas jemo in nikoli zares si ne naredimo pravega obroka, ne vpliva najbolj, ker kot prvo mikrobiom ne dobi prave hrane, ki jo rabi, mi ne dobimo energije za dobro počutje in bi bilo veliko bolj, da se usmerimo proti uravnoteženi hrani, pa pač poješ zajtrk in potem greš dalje v dnevu. Ja, tako so, recimo, to je najbolj pogost stavek, ki ga slišimo v svoji praksi. Se pravi, zjutraj hitim, potem nekaj na hiter pojem, potem mogoče kak sendvič ali pa mogoče solato, in potem zvečer izropam hladilnik. Tako da ja, ima seveda tak način prehranjevanja posledice, spravi čisto na črevesnem mikrobiomu, ampak vidimo pa te posledice tudi potem na debelosti, na utrujenosti, na se pravi raznih načinih prehranjevanja, ki nam ne koristijo. Ne moramo reči ravno motnje hranjenja, ampak sigurno nezdrav način prehranjevanja v smislu prenajedanja ob večernih urah, kar pa spet ima svoje posledice potem na inzulinsko rezistenco, na presnovo hranil. Torej pač res slabo, ne? Je potem res, da imamo danes vse več prebavnih težav ali mogoče samo, ne vem, smo bolj občutljivi tudi hkrati. Ali pa enostavno telo ni pač narejeno za takšen način življenja, kakršnega imamo, živimo. Jaz bi rekla, da je oboje res. Smo bolj preobčutljivi, ampak zaradi tega, ker so naše navade takšne, da nas delajo bolj preobčutljive, ne da so naša telesa sama po sebi postala kar naenkrat preobčutljiva. Ker hrana in način življenja, s katerim smo mi obdani, je v bistvu takšna, da spodbuja tudi preobčutljivost, bom rekla, ker nismo navajeni, evolucijsko mi nismo narejeni za to, da ves čas nekaj jemo, da jemo v takih velikih količinah hrano, kot jo dejansko jemo danes, tako predelano hrano. Naš mikrobiom in naše črevo še vedno ni narejeno za to, ker se je pač razvil dolg nazaj, ni se pa prilagodil, zdaj na ta nov modern svet. Pa da ne spimo dovolj, da smo pod stresom. Stres je narejen za kratkotrajno obdobje, ne za dolgotrajno in definitivno ima pol to ceno. Ja, tudi na prebavi. O vsem tem bomo tudi še govorili v nadaljevanju, ne? Ampak ko govorimo o prebavi za začetek, o čem pravzaprav govorimo, kateri organi vse sodelujejo pri prebavi, pa mogoče sploh ne pomislimo na nje več. Jaz bi začela, potem bi tebi dovolila, da to kot zdravnica lepo razložiš, ampak jaz bi rekla, da pravzaprav večino časa govorimo, da se prebava začne v ustih, kar ni res, prebava se začne z mislijo na hrano. S tem, ko mi pomislimo, tako sprožimo neke procese v telesu, ki pa potem se začnejo v bistvu mehansko razgrajevati hrano, ne pa ko damo nekaj v usta. Tudi ima mogoče ti razložiš. Ne, to je ful dobra poanta, ker
že s tem, recimo, ko rečemo, da mi pripravljamo hrano, je dober, ne jaz medtem, ko pripravljaš, zaradi tega, ker s tem, ko vohaš, ko gledaš hrano, telo ves čas dobiva impulze, ok, hrana bo. In začne pripravljati encime, začne pripravljati slino. Telo se v bistvu dejansko hormonsko pripravlja na to, da bomo mi nekaj jedli in potem, ko dejansko se usedemo za mizo in začnemo jesti, je že vse pripravljeno. Ne dobimo to signal iz nule. In ja, potem, ko dobimo v mislih ta impuls, dopamin, hrana je, se začne prebava v ustih. Mi ponavadi pomislimo na mehansko razgradnjo, žvečenje, ampak tukaj se sproščajo že encimi, amilaze, ki vplivajo na to, da se ogljikovi hidrati, se pa vsi sladkorji začnejo razkrajati že v ustih. Potem to pogoltnemo, gre v želodec, želodec ima zelo kisel pH, pomaga to seveda hrani, da se razgradi še naprej in potem iz tem, čez nekaj časa, se pot nadaljuje v 12-nik. 12-nik je zelo pomemben, ker tukaj pa dobimo dodatne encime iz trebušne slinavke. To v bistvu se mi zdi, da trebušno slinavko poznamo kot organ, ki dela inzulin, kar je res. Dela pa še druge stvari. In ena pomembna funkcija je, da dela encime, ki razgrajujejo hrano. Se pravi, za ogljikove hidrate, za maščobe, za proteine, hkrati pa doda še bikarbonat, ki uniči oziroma neutralizira to kislino iz želodca. Če ne bi tega bilo, bi zelo kisla zmes iz želodca pa šla v črevo in bi škodila oziroma samo razgradila črevesne celice na koncu, ne? Ker črevo ni narejeno s tako dobro oblogo, kot je recimo želodčna sluznica, da preživi tako kislino. Tako da to dobimo mi v trebušne slinavke v 12-niku, pa iz jeter pride žolč, ki se shranijo v žolčniku. Žolč je pa v bistvu snov, ki pomaga razgrajevati maščobo. Če si predstavljaš, kad damo recimo olje na vodo, nastane takšne kapljice, ker ni topno in žolč je tak detergent, ki potem pomaga razkrojiti maščobo na majhne maščobne kapljice, da mi lahko potem dejansko to razgradimo in absorbiramo. Pa se nadaljuje vse v tankem črevesju. Tam je v bistvu prostor, kjer naši encimi delujejo in razgrajujejo hrano in jo mi absorbiramo. In šele, ko pridemo do debelega črevesja kasneje, je pa prostor, kjer je ta mikrobiom, o katerem ogromno govorimo. Mikrobiom je tudi posebej organ, bomo rekli, ki spada pod prebavo. In njegova naloga je pa potem, da predela to, kar mi nismo mogli sami z encimi predelati predtem. Potem se pa del tega absorbira, del tega bakterije porabijo za življenje in na koncu mi pokakamo, kar ostane. Ja, zelo kompleksen sistem pravzaprav, ne. No, na vprašanje, zakaj je prebava tako pomembna in zakaj se pri njej vse začne in konča, ne, na to bomo tako ali tako poskušali odgovoriti skozi naš celoten podcast, ampak a se da to na kratko recimo povedati v par stavkih? Seveda, ne, se pravi, kar pojemo, energijo, mikromakronutriente, razne druge bioaktivne snovi, dobimo s tem, ko jih dobro prebavimo in potem usrkamo v telo. In pač to je temelj vsega. Ne, sej brez hrane se lahko zdržimo, po nekih ocenah bi rekli, da vsi normalno prehranjeni ljudje lahko 40 dni zdržimo ali malce več brez hrane, a ne, kaj več pa že ne gre. Tako da to je temelj vsega, ne, s tem s prebavo se prehranimo. No, recimo, da je napihnjenost eden od tistih simptomov, ki je predvsem pri ženskah zelo, zelo pogost, katere pa so še druge tegobe povezane s prebavo, ki so najpogostejše danes v življenju modernega človeka. V praksi opažam, da je večina klient zaprtih. Sicer tudi zaprtost je tak zelo širok pojem, ne? Če vsak dan ne greš na veliko potrebo, še ne pomeni, da si zaprta. Ne? Ampak recimo imam primere tudi, ko po teden ali dva ne grejo na veliko potrebo in potem te stvari rešujemo. Sicer zelo počasi, ne damo takoj recimo, ne vem, zelo veliko suhih sliv in tako naprej, ne? Ampak pač počasi začnemo. Torej z neprocesirano hrano, s sadjem, včasih mogoče tudi s kakim donatom, da si pomagamo z dodatki magnezija, torej, ampak res počasi. In potem se pri nekih ženskah lepo uredi, da grejo lahko vsak dan na stranišče, pri nekaterih na 2 dni, ampak to je zelo povezano, te spremembe se hitro zgodijo, ne da se ritem nazaj vzpostavi, ampak takoj, ko začne spet napačno jesti, se zelo hitro zaprtost lahko spet pojavi. Pa kakšne druge še, Ema, bi še kaj dodali? Definitivno refluksna bolezen se mi zdi, da je zelo pogosta tudi v današnjem svetu, ki pa ima seveda sedež v prehrani, ampak tudi v našem življenjskem stilu. Zaradi tega, ker marsikdo pa v prehrani se gre v lešt na kavč, kar pomaga čez gravitacijsko, da kislina potem zateka gor, če nimamo slučajno tega sfinkterja, ta vratca med požiralnikom in želodcem zelo dobra. Tako da tega je vse več, pa tukaj tudi je treba poudariti, da prehranjevalne navade so tiste, ki to povzročajo. In traja dolg časa, da se
stvar pokvari, bom tako rekla, da pride sploh do te bolezni in potem tudi dolg časa, da se pozdravi. In zaradi tega, ker je to taka časovna komponenta, tukaj se marsikomu ne da vložiti toliko časa in truda in ta bolezen pa kar ustraja lahko. Kakšna pa je sploh zdrava prebava? Vemo, da nekateri ljudje grejo lahko tudi večkrat na dan. Jaz poznam enega človeka, ki pravi, da gre lahko na blato, kadar se on odloči. Recimo, ja. Nekateri pa ne grejo tudi po več dni. Ne? Kaj je zdaj normalno? Torej, 3-krat na dan, ne? Mislim, da je meja, pa, recimo, ali pa na vsak drugi dan. Tukaj so neke meje. Čeprav, mislim, da se zadnjič ravno na tej temi pogovarjale, ne? Da je tudi pri ženskih lahko na koliko 100 ur? Ženske imamo v bistvu krajšo prebavo. Mislim, ne, daljšo prebavo. Veliko dlje časa rabimo. Tako da tudi na 3 dni je normalno, če gre. In ja, hrana, da se prebav od ust do kakca na koncu, do blata, dejansko pri ženski je lahko tudi 100 plus ur, čisto normalno, še recimo tam 105. Pri moškem ne bi to rekel kot normalno. Zakaj je ta razlika med spoloma? Absolutno je tukaj hormonska komponenta. Ženske imamo tudi recimo v fazi ciklov, ne, ko prideš ti v drug del cikla, ko imaš zelo veliko progesterona, zelo zavira peristaltiko in upočasni prebavo, tako da marsikera ženska lahko opazi pri sebi, da ima v drugem delu cikla več zaprtosti. Tako da to je ena stvar. Druga stvar, če lahko dodam, je pa spet, kar jaz vidim v praksi, je to, da imamo ženske in moški drugačen ritem dneva. In moški ponovadi so, tudi potem, ko imajo družino, nekako naravnani na ta svoj ritem. Se vstanejo, se stuširajo ali pa se oblečejo in grejo doma. Ženske pa ponovadi poskrbijo še za otroke, preverijo, če se je v redu, da je hitro kaj prati zjutraj, mogoče stroj sprazne, ne? In ni časa. In ravno nedolgo nazaj sem se pogovarjala z eno klientko, ki ima težave z zaprtostjo in rekla, od zdaj naprej bom vedno, ko bom šla na stranišče, se drla po hiši. Grem na stranišče, prosim, mir. In mislim, da ne govorimo tako zelo veliko o teh psiholoških komponentah, pa da so pomembne, ker pač v praksi to ženske pač opažamo, ne? Ali pa recimo opaži se tudi, da ko grejo ženske na počitnice, ne? Po cel teden ne grejo na stranišče, kar ima lahko tudi veze s tem, da ko odhajamo od doma, ženske smo nekako vezane, mogoče malo bolj na doma, ne? Na to celico, da takrat moramo nekaj spustiti, ne? In tudi odvajanje je pravzaprav neke vrste spuščanja. In je včasih zanimivo tudi osvetliti ta pogled, zato ker ti da pač malo večji pogled pač v delovanje telesa. Psihološki ta moment je sigurno zelo, zelo, zelo pomemben. Ja, to se kar pogosto dogaja, ne? Ja? Na počitnicah potem imamo težave. Ne? Absolutno. Če lahko še dodam nekaj, mi velikokrat govorimo, kaj je normalno odvajanje v smislu številk. Tokrat na dan, tokrat na teden, karkoli. Ampak še bolj pomembno je hkrati gledati tudi integriteto kakca, kako dejansko zgleda, a ne? Ker obstaja ena lestvica, Bristol lestvica, kjer se ocenjuje, kakšno je blato od tega, ali je dejansko driska, ali je čist trdo, takšno kot takrat, ko smo zelo zaprti. In normalno je, da blato zgleda kot ena klobasa, gladka, lahko ima par razpokic. Tako da to tudi moramo gledati, če je bolj tekoče, če je bolj tako trdo, res že skoraj v bobkih, to tudi spada potem, ali odvajamo normalno. Hočemo imeti take zdrave klobase z mogoče malo zarezicami. Pa jaz vedno poudarjam, da recimo, če si zaprt, to morda ni kar alarm, a ne? Če imaš pa več dni drisko, to pa že zna biti nekaj, čemer moraš posvetiti več pozornosti in če to res vztraja, je treba obiskati zdravnika, da se odkrije vzrok. Driska je načeloma malo večji alarm, kot če si ti samo zaprt, ne? Če imaš trd kakec. Absolutno. Tudi odvisno od tega, kaj ješ, ne? Pa potem se pač o tem tako ali tako govorimo, ampak recimo, če poješ, ne vem, veliko vlaknin, veliko, ne vem, piješ veliko tekočine, veliko magnezija, recimo, potem je to takoj bolj mehko vse, ne? Absolutno, ja. Čeprav pri vlakninah je tako, če ti poješ veliko vlaknin, pa ne dodaš dovolj vode, to te lahko naredi konkretno zaprtega potem. Sploh kakšen psilium, ki je recimo zelo cenjen za nižanje holesterola, naprimer, pa tudi načeloma za krepitev črevesne mikrobiote. Za recimo nižanje holesterola se ga priporoča 10 gramov na dan. To je lahko pri marsikomu, sploh ko začnemo na hitro jemati, ne kršovki in potem se telo odzove tako, da postanemo zaprti. To govorimo o tem indijskem trpotcu. Ja, indijski trpotec. In to je tako, mi že tako premalo popijemo. In če nekdo se odloči dajati vlaknine v svojo prehrano, mora razumeti, da na vsakih 10 gramov je treba vsaj še 250 ml vode dati. Vsaj. Pa še ena stvar je, ko se mi zdi, da
mogoče te mlajše generacije niso tako zelo pozorne, ali pa smo, ne vem, mi bili bolj v stiku s tem, recimo suha hrana, zapira. Se pravi, če ti ješ toste popečene, te je lahko to vzrok zaprtosti. Ker to je suha hrana, ki bo potrebovala vodo in če ne spiješ dovolj, bo potrebovala več vode za prebave, kot naprimer sam kruh. Ne se vemo, da recimo, ko sem bila smehna, če sem imela drisko, sem dobila prepečenca, ne. Ravno iz tega razloga, ali pa zelene banane, zapirajo, ali pa kakao, recimo. Naribana jabolka. Tako. No, mikrobiom sta že omenili, ali pa mikrobiota, ne vem, kateri izraz je bolj pravilen, to sta precej nova pojma, ampak se v zadnjem času zelo, zelo pogosto omenjata in mogoče si večina ljudi pod tem predstavlja samo neke dobre bakterije, ne, ki delajo dobro prebavo v črevesju. Kaj pa to v resnici pomeni? Ko danes govorijo strokovnjaki o mikrobiomu, kot o skoraj samostojnem organu? Ja, tako mu nekako rečemo, zato ker ko so stehtali, so ugotovili, da je tega nekaj od 0,5 kile, pa tudi do 2 kili, različni podatki so, no. Kako težek je ta pravzaprav nek organ, ne. To so samo bakterije? Ne, niso, večino bakterije, ampak tudi glive, tudi kak virus se najde, ki je. Sprej, različnost, ne vem, pa ker prevladujejo bakterije, rečemo bakterije, drugače pa mikro pomeni micken, biom pomeni pa pač neko združenje. Tako da v bistvu, ko rečemo mikrobiom, je pač to samo pomeni mickeno združenje v resnici. In so pač posledica tega, kar mi pojemo. In jaz bi eno pravljico povedala, če lahko. Seveda. Ker se mi zdi, če ne bo predolga. Kratka. Se pravi, na tak način se otročkom v vrtcih ali pa v prvih razredih osnovne šole razlaga, kaj pomeni črevesni mikrobiom in pa zakaj moramo jesti raznoliko hrano. Pravljica gre tako. Predstavljajte si, da imate živalski vrt. In v živalskem vrtu živijo žirafe, levi, ribe, pajki, kače, sloni, zebre, različne živali. In vsaka ta živalca potrebuje svojo hrano, da lahko preživi. In potem iz nekega razloga temu živalskemu vrtu ne gre najboljš in mi najamemo novega direktorja. In ta direktor malo pogleda, vidi, ki vhaja denar, pa reče, ja nič, ne, pač fulene hrane naročamo, tam imamo pa velik travnik. Kaj, če bi mi zoptimizirali prehrano živali in bi vsem živalim dali samo travo. In kaj se zgodi? Se pravi, antilopa preživi, tiger umre, delfin umre, krava preživi. In potem otročkom razložimo, tudi v črevesju imamo živalski vrt. In vsaka živalca, takrat rečemo seveda živalca, ne govorimo o mikroorganizmih, pa bakterijah in tako, vsaka živalca potrebuje svojo hrano. Ena potrebuje jabolko, ena potrebuje sir, ena potrebuje recimo meso, ena potrebuje korenček. In na podlagi tega jim bolj pojasnimo, da te živalce v črevesju nimajo kaj drugega jesti, razen to, kar jim mi damo. In da ko se mi odločamo, ko se usedemo za mizo, pa rečemo, kaj se mi lušta, da je zelo smiselno razmisliti, zdaj jaz imam te pa te želje, recimo bi jedla pico, ampak moje živalce, tiste, ko imajo radi pico in da mene niso najbolj zdrave, mogoče bi lahko zraven dodala še skodelico solate, pa bojo še druge živalce, ki so za mene bolj koristne, dobile svojo hrano. In potem pač na tak način otroke učimo, da bolj ko jejo raznoliko, oziroma bolj barvno rečemo, tako je bolj enostavno za njih, bolj smo zdravi, ker s tem hranimo tudi prebivalce našega črevesja. Tako, ja. Da to je črevesni mikrobiom. Ja, ta zgodbica je koristna tudi za odrasle. Ja. No, pa če bi mikrobiom lahko govoril, nad čim bi se najbolj pritoževal? Recimo. To ena monotonost, to je že ena reč, ki ste jo zdaj omenili. Ja, kaj procesirana hrana? Procesirana, kakšne ekstremne diete, ki pol eliminirajo določen aspekt hrane. Ja, to je po mojem najbolj bistveno. Pa pred kakim pretirano uporabo zdravil. Tudi to ful vpliva, konec koncev. Ne samo antibiotiki, ampak marsikaj drugega tudi. Ja, tudi na to bomo še prišli v nadaljevanju. No, večkrat slišimo, da je velik del imunskega sistema tudi povezan s črevesjem. Kako je prebava pravzaprav povezana z odpornostjo? Na kakšen način? Ja, mi imamo v črevesju v bistvu, rečemo tam, okoli 70 do 80% imunskega sistema. To zdaj ne pomeni, da je on vedno tam, ampak tam živi in lahko potem migrira po telesu, ko je treba, pošilja signale okoli. Ampak glavna vloga, ki pa črevo tukaj ima, je pa, da uči imunski sistem, kaj moramo mi tolerirati in kaj je nevarno. Se pravi, toleranca je nekaj, kar je ful pomembno. Če mi nimamo tolerance na snovi, ki niso nevarne za nas, razvijemo alergije, avtoimune bolezni, skratka pač preobčutljivost na stvari, ki niso problem. In ravno v črevesju je ena od glavnih središč, kjer se telo dejansko uči.
to je nevarno, to ni nevarno, na to moramo paziti, na to ne smemo. In potem te naučene celice potujejo povsod po telesu in seveda, če pride do hudega vnetja, črevesja, če so stvari, bom rekla po domače, malo pokvarjene, disbioza, se začnejo celice včasih tudi napačne stvari učiti. In tako lahko pride do raznih intoleranc, alergij, koncev celo do avtoimunih bolezni. Jaz bi še omenila, da včasih mogoče je tako nelogično, zakaj glih v črevesju, zakaj nimamo na prstih, a ne? Recimo, ko se najbolj sveta dotikamo z rokami. A ne? Zato, ker se pravi, to, kar jaz dam v usta, ali pa zakaj nimamo v ustih najmočnejšega imunskega sistema, ker lahko še vedno plunemo ven. Ne? Ko pa prije enkrat hrana v črevesje, mora policija stati pa zelo natančno pogledati, spravi, kaj spada v naše telo, pa kaj ne spada v naše telo. Ne? Spravi, kaj moramo izločiti, kaj je lahko nevarno ogrožajoče. Ker je to najtanjša pregrada med zunanjim svetom, pa med našim telesom je ravno črevo. Ja. In tukaj še zapovedali to, ko so prej omenjali, da v bistvu debelo črevo je tisto, ko ima večino mikrobiote, ne? Tanko ne tok. Ker tanko črevo ima še tanjšo steno. In če bi tam imeli mikrobiom, bi kot prvo bi tekmoval za hranila, ki jih mi rabimo, kot drugo pa bi lažje prehajal v kri in s tem potem povzročil dodatno vnetje. Tako da to je dejansko tudi eno stanje, ki mu rečemo SIBO, ko imaš bakterije tam, ki jih ne bi smel imeti pretirano razrast v tankem črevesu. In mora biti v debelem črevesu, ker je tudi sluznica in integriteta stene prilagojena temu, da imamo ogromen mikrobioma tam. Kako hitro pa se zgodi, da naš način življenja v bistvu spremeni mikrobiom? Je to že po nekaj hektičnih dneh ali pa recimo po praznikih, ko smo ogromno preveč pojedli, se premalo gibali in tako naprej? Gre to tako hitro? Ja, seveda. Ampak so tukaj dva odgovora. Se pravi, takoj se pozna, lahko se že po parih urah pozna, se pravi, ti poješ en grahek in ta grahek, ko prije v črevesje, se takoj pozna, katere bakterije so tukaj začele presnavljati te prehranske vlaknine. Ampak ne bo nobene posledice po eni mali stvari. Zato tudi nič ne pomaga, če ti jemlješ probiotike, pa jih jemlješ en teden ali pa en mesec, zato kot je premalo časa. Se pravi, te neke kratki izleti nepravilne hrane naredijo takoj reakcijo, ampak ne neko hudo, dolgo nepravilno prehranjevanje naredijo pač dolgoročne kronične težave. In enako v drugo smer, ne? Tako. Če mi enkrat pojemo nekaj zdravega, bo za trenutek mala sprememba na boljše, če pa na dolgi rok, pa seveda se potem začne popravljati naš mikrobiom. In jaz bi še podala tukaj slepič, ki ga mi ne omenjamo ponovati, rečemo, da je to organ brez funkcije. On ima veliko funkcijo, zdaj po to novem vemo. Eno od njih je, da je središče imunskega sistema tudi tam. Imamo veliko limfoidnega tkiva, ki hrani imunske celice. Imamo pa tudi rezervni mikrobiom tam. Recimo takrat, ko človek je na antibiotik, ko potrebujemo nove bakterije, da potem spet se naselijo po črevesju. Tako da mi lahko zelo vplivamo s prehrano, ampak konec koncev pa tudi ni tako, zakaj to govorim, ker se mi zdi, da je velik strah prisoten pri ljudeh, da če greš na antibiotik, zdaj si vse uničil in potem je konc sveta. Ni čistko, ker marsikere bakterije se tudi skrijejo, recimo slepič ali pa v razne te viruse, ki so, in potem lahko dejansko spet pridejo in se razmnožujejo na koncu. Ne uničimo vsega, no, to hočem reči. Ja. Če smo zelo praktične, kaj lahko za boljšo prebavo in za bolj pester mikrobiom naredimo že danes. Raznovrstnost, to je že ena reč. Obstaja eno preprosto pravilo, 30-7. Torej, poskušimo v 7 dneh pojesti 30 različnih virov rastlinske prehrane. Torej, to je, ko greš enkrat štet, kaj vse poješ, se moraš kar potruditi, da priješ do 30, ne? In to je najlažje narediti tako, da si rečeš, vsak dan je določena barva in se v ponedeljek koncentriraš bolj na rdečo barvo in poješ recimo, ne vem, mogoče košček paprike, ko ga sicer ne bi, v torek je oranžno, pa poješ mogoče, ne vem, marelico, ko jo morda sicer ne bi, sreda je zelena in tako naprej, ne? Spravi to pravilo 37, torej v 7 dneh 30 virov rastlinske prehrane, s tem zelo vplivamo na raznolikost črevesne mikrobiote. Kaj pa pri naslednjem kosilu, recimo, ali pa pri naslednji malci? Isto, ne? Mislim, kaj tako dodamo, recimo? Kaj lahko vse dodamo? Ja. Se pravi, če bi si poorganizirali, jaz učim tako, kadar otroke učim. Se pravi, rečem, kaj je za zajtrk? Pa rečem, kruh pa pašteto. Pa si mislim, dobro je, kako bomo zdaj to zoptimizirali? Ker ne moramo kar vzeti so hrano, ker to ni mogoče najboljša. Pa rečemo, če danes je rdeč dan, kako bi lahko zoptimizirali ta kruh pa pašteto? Ja, lahko damo rezino paradižnika gor. Kljukca smo že nekaj naredili. Za malico, kaj jemo, ne vem, kaj imajo v vrtcih včasih, najboljšo hrano. Maslo pa med. Maslo med, super. A kaj lahko dodamo? Ja, ne vem, a lahko damo, kaj je bilo, eno jagodo.
zraven, pred, po. A ne? In tako pri vsakem obroku nekaj dodamo. In to se precej pozna, če si konsistenten pri teh odločitvah. Kaj bi še dodala, da v bistvu mi, ko smo se razvijali kot ljudje, ne, v paleolitski dobi, dolg nazaj, ko smo preučevali, kakšno je bilo v bistvu, kakšno so imeli blato takrat ljudje, smo odkrili, da dejansko so oni pojedali okoli 120 gramov vlaknin na dan. To je zdaj neprimerljivo z današnjim svetom, ki jih pojemo večina ljudi manj kot 20 gramov, kar je res premalo. In kaj je tukaj zanimivo, da so dejansko odkrili, da so imeli te ljudje več kot 150 različnih virov hrane, iz katere so dobivali te vlaknine. Se pravi, ogromen različne hrane za različne vrste mikrobioma, kar je pač omogočalo, da so imeli tudi bolj raznolik mikrobiom. In ravno ta izziv, 30 v 7 dneh, ne, pomaga, da mi damo čim več raznolike hrane, čim več raznolikemu mikrobiomu in ga s tem gojimo. Se pravi, še vedno je neprimerljivo. 30 proti, 150 plus, kaj včasih bilo. Ampak za nas je že 30 velik. Dejansko, če se loteš tega izziva, vidiš, da je kar težko doseči 30 čez teden, če nisi res konsistenten, kot je Mojca omenila. Kaj pa, če smo pri hrani še kar dosledni, ne? Hkrati pa recimo sedimo cel dan, sedimo v službi, sedimo doma, sedimo zvečer pred televizijo, pozno v noč, gremo pozno spat. Se pravi, nobenega gibanja, ne, premalo spanja. Kako pa to potem učinkuje na mikrobiom? Absolutno zelo. Stres, spanje, gibanje, vse to ima vpliv na prebavo in tudi na mikrobiom direktno. Jaz sicer zelo rada govorim o spanju. Meni je pač to najljubše, ker se mi zdi podlaga za vse. Podlaga za to, kaj mi jemo, za to, kako se počutimo, naše navade dejansko to kroji. Tako da, recimo, spanje direktno vpliva na diverziteto mikrobioma. Mi imamo dokaze, imamo študije narejene, da po pač 5 urah spanja imamo občutno manj mikrobioma kot po 8, ker dejansko ga uničuje to preko stresa, ki se dejansko začne sproščati, ker premalo spimo takrat. Stresnih hormonov. Razen stres preko kortizola tudi vpliva na peristaltiko, pa s tem spreminja, peristaltika je gibanje črevesja, pa s tem vpliva na biodiverziteto, vpliva tudi direktno na same črevesne bakterije, tako da jih tudi s tem spreminja. Vse te navade so zelo, zelo, zelo pomembne. Nisem hrana. Ja, mogoče bi tukaj omenila troizmensko delo, ki je pač rizični faktor za umrljivost iz vseh razlogov. Samo to se pravi, da nimaš ti rednega ritma, kdaj ješ, kdaj gre spat, kdaj se telo regenerira, je pač zelo velik faktor za mnogo različnih bolezni. Pravzaprav ta rutina, to, ko si zdaj omenila, rutina je res, naše telo ljubi rutino. Ljubi rutino, ker točno tako, kot smo se prej pogovarjali pri prehrani, ko telo vidi hrano, se pripravi že v mislih, sprosti encime in tako naprej. No, telo, če ve, da bo nekaj delalo, se bo pripravljalo na vse. Lažje bomo zaspali, lažje se bomo gibali, lažje bomo prebavili hrano. Dokazano, če ješ vsak dan v bistvu času, nižja inzulinska rezistenca, ker telo pričakuje hrano. In dejansko se pripravimo na te stvari, zato je rutina ogromen faktor tukaj. Pač, če bi telo vprašali, bi imeli najbolj dolgočasno življenje. Vsak dan bi v isti uri športal, v isti uri sedel, v isti uri jedel, v isti uri šli spat. Prav malo reda več v življenju, ne tudi. Toliko, da ti ne povzroča stresa. Ja, tako. Ker potem pa spet ne naredimo. Ja, pa smo točno to. No, včasih rečemo, da nam gre kdo na jetra, ne, ali pa da nam nekaj leži v želodcu, ali pa da nečesa, ali pa nekoga celo ne moramo prebaviti. Ne. Očitno so ljudje že od nekdaj prebavo nekako povezovali tudi s čustvi. In je zato toliko izrazov tudi povezanih recimo s trebuhom, z želodcem pa s črevesjem. Zakaj čustva pogosto začutimo prav tam? Dejansko imamo mi, rečemo, druge možgane v črevesju tudi. Imamo zelo velik sklop živčnega sistema tam, ki se konstantno pogovarja z možgani, ves čas sta v navezi in vplivata en na drugega. Ni tako, da samo možgani vplivajo na črevo in govorijo, kaj ne delamo, ampak tudi črevo ves čas daje signale možganom, kaj se dogaja. In to se dogaja na zelo velik način. Eden od takih glavnih poznanih je vagusni živec, to je en možganski živec, ki potuje direkt od možganov pa do vseh, praktično do vseh organov, se pravi povezava med možgani do črevesja v tem primeru. In kaj bi tukaj spodarila je, da 80% te povezave med možgani in prebavo je aferentne, to pomeni navzgor. Iz črevesja daje signale možganom. Samo 20 dejansko možgani narekujejo črevesu, kaj ne dela. Ker to v bistvu pove, koliko je pomembno, ne? Kakšne informacije naše črevo sporoča možganom. In to je recimo ena pot, preko katere se potem uravnava tudi naše počutje, naša volja, brain fog, anksioznost, vse takšne stvari. Bom povedala kar direktno, kako to deluje. Veliko slišimo, da ogromno serotonina nastane, večino serotonina, 90% v črevesju. No. Serotonin je tudi nevrotransmitor, ki ga mi povezujemo s srečo in z dobrim počutjem. In ta, ki nastaja v črevesju,
ne bo potoval v možgane in bo v možganih rekel, ok, zdaj se pa mi dobro počutimo. Ampak bo pa prek vagusnega živca pošiljal sporočila v možgane, telesu je v redu stanje, blagodejno stanje, lahko se umirimo in dobro počutimo. In potem možgani dobijo signal, ok, vse v redu. In to serotonin recimo direktno se proizvaja s pomočjo mikrobioma. Hkrati recimo tudi en zelo znan neurotransmitor, ki umirja, GABA, se proizvaja s pomočjo mikrobioma. In kaj se meni zdaj ful zanimivo je, da mi imamo dejansko dokaze, da GABA preko te povezave z vagusom sprošča več, spremeni v bistvu, kako se receptorji na GABO odzivajo na možganih in sprošča GABO v možganih. To pomeni, da nas direktno pomirja. In ko so delali poskuse na miših, so seveda ugotovili, da pač več kot GABE proizvaja mikrobiom, bolj so miši potem mirne, boljše imajo sprejemanje receptorjev na možganski ravni in ko so odrezali vagus, ta živec, ki to povezuje v miših, je ta efekt zginil. Kar res govori o pomembnosti tega, kako naš mikrobiom preko te povezave govori z možgani. Ni to edino. Tudi preko hormonov se to dogaja, se pravi preko krvi, kot smo že imeli kortizol, ki vpliva, se pravi stresni hormon, razni hormoni sitosti, lakote, kot recimo grelin, tudi ves čas komunicirajo. In pa še ena stvar, ki je premalokrat omenjamo, ful je še stvari, ampak bom samo še to poudarila, so pa kratkoverižne maščobne kisline. Vlaknine, ki jih jemo, niso hrana za nas. Mi ne moramo prebaviti vlaknin. One grejo noter in bi šle ven, če ne bi imeli mikrobioma. In mikrobiom je tisti, ki pa rabi vlaknine, da preživi. To je njihova hrana. In ko oni to dejansko pojejo, presnovijo, je kot en tak presnovek, na koncu tudi en skupek, ki mu rečemo kratkovrižne maščobne kisline, butirat, acetat, propionat, in te so direktno hrana za celice, črevesne celice, enterocite, se pravi, one večinoma živijo samo od tega, hkrati pa se absorbirajo v našo kri in delujejo zelo pozitivno protivnetno in tudi na krvno-možgansko bariero. Se pravi, to je bariera, ki preprečuje, da bi stvari, ki ne bi smele priti do možganov, pa šle tja. Ne? Če imamo mi slabo bariero, lahko pride marsikaj, kar povzroča vnetje, celo bakterije konec koncev, kar je zelo nevarno, ampak to v ekstremnih primerih, ne? In mi hočemo imeti kvalitetno to bariero. In dokazano te kratkoverižne maščobne kisline butirat specifično vpliva na kakovost integriteto te bariere. In ko so to preučevali pri miših, so ugotovili, da če so ostali miši in jih vzgojili v sterilnem okolju, brez mikrobioma, so imeli slabo bariero, luknjičasto bi rekli po domače. In čim so dodali butirat, ki je stranski produkt presnove vlaknin, kot smo rekli, se je popravila. Se pravi, ogromen enih načinov, kako črevo dejansko vpliva na kvaliteto možganov, da pol ne omenjam tudi imunskega sistema in citokinov, ki so vnetni faktori, ki potem potujejo zaradi dysbioza in slabega mikrobioma po krvi, vse do možganov sprožajo mikrovnetje v možganih, za česa se ti lahko počutiš anksiozen, lahko se počutiš slabo, razne tudi depresije so povezane s tem dokazano. Tako da, ja, čustva izvirajo iz tem, ker regulirajo naše možgane na nek način. Vse je tudi obratno. Jaz bi čustva povezala bolj s praktičnim vidikom, v smislu, da ko meni klient reče, joj, veš, ko sem bila tam, sem čutila nekaj v želodcu, ali pa sedim zvečer na kavču, pa se mi ful nekaj lušta, pa se mi lušta takole v prsih me nekaj, ali pa v želodcu čutim, ali pa v glavi čutim, ne? Je meni vedno to zanimivo, zato ko rečemo v redu, kaj pa čutiš? In potem ljudje ponavadi ne vejo, kaj čutijo. A ne? In potem rečemo, ok, no, najprej moramo priti ven iz tega avtopilota, ne želim tega čutiti, ker mi je neprijetno in hočem ta impuls, to neko čustvo potlačiti s hrano. Ne? In najprej moramo priti v telo, se pravi, tako da se malo prebudimo, se tako lahko malo se ne potapkamo, ampak malo se dotaknemo svojega telesa, ne? Da se malo prizemljivo, da probamo pogledati recimo, kaj je svetlo, kaj je temno v prostoru, kaj je okroglo, se pravi, da se racionalni del možganov nazaj vključi in potem je čustvo tista, kako bi rekla, tista pot, vhod, ki nam pove, kaj v resnici potrebujemo. Se pravi, recimo, da ta oseba, ki leži na kavču in je tako, Nutella, kliče me. Če ta oseba, se pravi, zmore se prizemljiti, vključiti prefrontalni korteks, da razmisli, kaj ta potreba je, in če ugotovi, da v resnici je to strah pred jutrišnjim sestankom v službi in je zato nervozna in Nutella ponovadi pomaga, da se mal
zadane, če lahko tako rečem, in potem lažje zaspi. Če oseba to ugotovi, potem ima pred sabo zelo jasno možnost. Se pravi, sem nervozna zaradi službe, kaj lahko naredim in lahko mi pomaga nek dober čokoladni namaz. In zdaj, kadar imamo mi dve opciji pred sabo, je veliko lažje se odločiti, ker jasno vidiš, kaj se dogaja. In čustva so pač vhod v to, da se enkrat lahko odločimo. Sej ne odločiš se takoj, včasih tudi vemo, kaj nas v resnici muči, pa je pač takrat, ne vem, tela boljša izbira, kratkoročno pomaga. Ampak čustva so vhod v to, da vidimo, kaj se pravzaprav z nami dogaja, ker ko imamo, se pravi, konkretno težavo pred sabo, lahko rešujemo konkretno težavo in težave s šefi se ne rešujejo s hrano, ampak pač z drugimi metodami. In meni so čustva na tem področju zelo dragocena pri delu s klienti. Prav je, da to razumemo, in to je bila ena taka zelo sicer obsežna, ampak dokaj preprosta razlaga. To je ta famozna os, gut-brain, kot rečemo pač stojko. Dobro, da se to poda. Mi je všeč ta praktični aspekt. Ne, res ful pomembno, ker bi jaz tukaj še nekaj dodala. Ker se mi zdi, da mi, to smo se ravno začeli pogovarjali, da se mi zelo malkrat ustavimo in se vprašamo, kako se dejansko počutimo. Jaz sem si razlagala, recimo, da se jaz usedem in si rečem, kako pa sem velika, to gotovim, da sem žejna. In da jaz pravzaprav pozabim piti čez dan, ker ne čutim žeje, ampak čim se pa ustavim in se vprašam, gotovim, ok, jaz čutim žejo. Ali pa ne vem, v dnevu mi je ta moment, ko grem jogo delati. Jaz mi pa še pa pojem ogromen, pa potem zelo poln trebuh in ko grem jogo delati, takrat če ugotovim, da mi v bistvu ni pasal toliko pojesti. In se mi zdi, da mi velikrat živimo toliko hitro in toliko tako, vemo, kaj nas čaka, vemo, kaj se dogaja in smo vpleteni v življenje, ne da bi se dejansko posvetil svojim čutkom in svojemu telesu in mi je zelo pomembno to, kar ste izpostavljali, tako da hvala, da dejansko ti s tabo preveriš, v kakšnem stanju si, kaj ti paše, ker velikrat to, kar ti misliš, da ti paše, ni to, kar rabaš. To velja verjetno ta zavestnost, tako za čas pred jedjo, kot tudi ob jedi, da jemo pač zavestno. Absolutno, brez televizije, ekranov, v dobri družbi mogoče, to je še najbolj fajn. Ja, absolutno. Pa tudi jaz bi nekaj dodala, sicer zdaj nismo več v tem svetu, ko je bilo to zelo popularno, ampak včasih so pred jedjo molili. In se ni važno komu in zakaj in tako naprej, ampak kaj to pomeni, čisto fiziološko, pomeni, da jaz zdaj gledam hrano, ki jo bom pojedla in jo tudi voham. In moje telo dobi signale, očitno bomo jedli. Se pravi, mogoče bi bilo fajn, če bi dobila malo več sline v usta, mogoče fajn, če bi se prebavni sokovi začeli izločati, ker imam tistih, ne vem, nekaj sekund, kar traja neka zahvala, da se telo pripravi, se prejema lepo omenila. Tudi, ko ti hrano pripravljaš, je to isti ta proces, je telo, hrana bo, super, gremo pripraviti delavce, da nam pomaga to hrano prebaviti. In vsi ti momenti, ko smo mi res bolj prisotni pri stvarih, ki jih konkretno počnemo, s prehrano se nam res vrnejo. Se pravi, zelo poplačajo. Ne gre za nek samo religiozen moment, ampak dejansko za to, da postanemo bolj zavestni, da se bolj posvetimo tistemu trenutku in hrani. Mogoče lahko to, če pač nismo verni, pa tega ne počnemo, nadomestimo za enostavno zahvalo, se zahvalimo, ne vem, naravi. Ali pa počakamo, da se mamica usede za mizo. Tako, vsaj to. Kar povete. Če je na isto temo. Jaz možem dejansko to počneva, da se vedno zahvalila hrani. Tako samo 2 sekunde traja vse. In kaj se mi zdi, da od tega dobiš je to, da, čisto bom medicinsko rekla, vključiš parasimpatični živčni sistem. Ta sistem, ki bo dejansko pomagal prebavo aktivirati, da mi prebavimo. Ker čim smo mi na telefonu, čim smo v drugem svetu, bolj delujemo na ta simpatikus, ki je bolj aktiven in preusmer tudi kri konc koncev iz prebave in s tem tudi mi ne bomo dobro prebavali, bomo lahko bolj napihnjeni, slabež bomo dobili hranila, slabež vplivali tudi našo inzulinsko rezistenco. Tako da že ta aspekt, da ti daš telo v neko zahvalo, te velikrat pomiri in to ključ prebavo preko parasimpatikusa. Da preklopiš, se pravi, na nek drug korak. To si ful dobro razložila, super. Kaj pa se v telesu dogaja, ko smo pod stresom? Recimo, takrat vemo, da je na delu hormon kortizol. Recimo, človek je cel dan pod pritiskom, je hitro, po možnosti stoje, zraven piše maile ali pa se pogovarja po telefonu. Kaj se takrat v njegovem živčnem sistemu dogaja? Funkcija kortizola je predvsem tem, da bomo zbežali pred medvedom.
In to pomeni, da kaj moramo takrat imeti? Moramo malo bolj globoko dihati, moramo imeti več kisika v krvi, moramo imeti več sladkorja na razpolago, potem moramo imeti maščobe malo bolj aktivirane, da jih lahko v primeru, da bomo dolgo tekli pred medvedom, lahko uporabili kot vir energije, in drugi procesi se ustavijo. In zelo pogosto vidimo, da ljudje, ko imajo težke službe, pa zbolijo na počitnicah, zato ker kortizol malo pade in potem reče telo, pozabil sem to narediti, in se vključijo drugi procesi, ki jih kortizol več ne ustavlja. Tako da to je pač, kako bi rekla, težava sodobnega časa, če se ne ustavljamo vsak dan sproti, pa če ne razumemo, kot je Ema prej rekla, da naše telo ni bilo narejeno za pisanje mailov, za dolgoročne strese, ampak pač za kratek čas, ko moraš nekaj na hitro nekaj narediti. Ja, telo pa ne loči, med medvedom v gozdu pa med mailom ob 10 zvečer od šefa. To je najhujš, kako mi to naločimo, ampak dejansko ne. Hormonski izziv je čist enak. Zakaj pa nekateri pod stresom dobijo recimo drisko, drugi pa zaprtje? Dobro vprašanje. To pa tudi jaz sem se morala kar zamisliti. Dejansko smo različno narejeni in naši visceralni receptorji v prebavi so različno senzitivni. In eni bojo zaradi tega, tisti, ki recimo so že nasploh nagnjeni bolj hitri prebavi, bojo to dojeli kot čas za drisko, da čim prej sprostimo vse, kar je ujeto v črevesu, da bomo imeli potem lažje telo zašteti stran. Recimo, drugim, ki so pa bolj nagnjeni k počasnejši prebavi, bo pa to vplivalo v obratno smer. Se pravi, večja zaprtost. In dejansko to obravnava ne kortizol sam, ampak kortikotropin stimulujoč faktor. In to je pa faktor, ki preko hipotalamusa, potem posledično preko hipofize, aktivira kortizol. In tam ima direktne receptorje v črevesju, ki potem, odvisno koliko smo mi, kot sem rekla, senzitivni, ker receptorji so vedno različno senzitivni. To je tudi, ko govorimo o inzulinski rezistenci, govorimo o senzitivnosti receptorjev za inzulin. Tukaj pač govorimo pa o senzitivnosti receptorjev za kortikotropin v tem primeru, glede na to se pol določi, katera vrsta osebe si ti po domače in kako se ti bo to poznalo. Kaj pa sindrom razdražljivega črevesja, ki je tudi zelo pogost danes? Je to tudi en dokaz tega, kako sta povezana stres pa prebava? Absolutno je. Sej, mi že sami lahko pri sebi sprobamo, ne rabimo sprobati, si že vemo po moje, kako to je, ko se ti začneš zelo sekirati. Hiter se ti pozna, če pogledaš svoj urnik prebave, po domače povedano. IBS, se pravi, to je direktna povezava stresa in tudi senzitivnosti. Mi začnemo stvari, ki nas ne bi smele motiti, ne bi smele boleti, dojemati zelo boleče, zelo moteče, celo reagira pretirano na njih. Zaradi tega, ker je cela ta veriga živcev vzdražena pretirano. To je pa vzdražena pretirano ponavadi zaradi kroničnega stresa in napačnega mikrobioma tudi konec koncev. Gibanje, to smo tudi že omenili, pa dihanje sta zelo pomembna za blažitev stresa. Imate kakšno mogoče tako vajo praktično dihanja v rokavu, ki bi jo lahko našim gledalcem zdaj pokazali? To imaš ti, Jaz sem hvala na dihanje. Zakaj? Zato, ker je to edino stičišče v telesu, ker mi lahko, ker se stikata avtonomno in somatsko živče. Kaj to pomeni? Mi imamo dve vrsti živča. Eno je tisto, ki ga mi reguliramo, se pravi, da jaz premikam roko. In eno je tisto, ki ga mi ne moramo regulirati, se pravi, da me srce bije, da mi prebava dela, peristaltika in tako naprej. No, pri dihanju pa se stikata oba. Takega jaz reguliram, ker vplivam na dihanje, in pa tisto, ki deluje samo, se pravi, jaz večino časa ne razmišljam, kako diham, pa vsem diham. In s tem in ta, ki ga ne kontroliramo, potem se deli na parasimpatikus in simpatikus, o katerem mi danes veliko govorimo. Sam povem, da nam je jasno, kaj se dogaja. In s tem, ko ti dihaš, ti dejansko lahko direktno daješ signale na simpatičen in parasimpatičen živčni sistem. In počasnejše dihanje, globlje dihanje, predvsem daljša faza izdiha kot vdiha, aktivira parasimpatično živče, ki nas pomirja. In tudi blagodejno, kot smo se danes naučili, vpliva na samo prebavo. Tako da dihalne vaje, ki so tukaj v pomoč, bom dve pokazala. Ena je čista simpel, ki smo zdaj že malo omenila, da vdihneš, recimo šteješ do 4, zadržiš in potem izdihneš in šteješ do 7. Se pravi, da daljšo fazo izdiha in to je že signal za telo, ok, lahko se umirim. Druga taka tehnika, ki je pa zelo poznana in tudi dokazano učinkovita, je pa tehnika dvojnega diha, ko vdihneš globoko in pa dodaš še en mali vdihac na koncu, se pravi, da dejansko dobiš
polna pljuča zraka, kar tudi dokazano aktivira parasimpatični živčni sistem v stresnih trenutkih. No, jasno nam je tudi, da brez dobre hidracije, ne, da brez dovolj tekočine ne more biti dobre prebave. Nekaj ste tudi že omenjali na to, ne, prej. Kako pa dejansko hidracija vpliva na prebavo? Kaj se konkretno v telesu dogaja in kaj moramo piti in koliko, da spet ni pač preveč, verjetno lahko tudi tukaj pretiravamo. Ne? Ja, neko tako splošno pravilo bi bilo na 1000 kalorij liter vode približno, ali pa recimo, če jemo suh obrok, potem pijemo zraven, če jemo pa jabolko, pa nam ni potrebno, ne, ker je že voda zraven. Še da voda je osnova za prebavo, ker se tudi vsi sokovi prebavni, ne, rabijo vodo, da se normalno tvorijo, in pa seveda, da imamo blato normalno mehko, potrebujemo tudi vodo. Ne. Kajti, če nam vode primanjkuje, nam bo potem v debelem črevesju več vode šlo nazaj v telo, ker bomo šparali, ne, in bomo potem bolj zaprti. Tako da voda je pač osnova za vse prebavne sokove in pa za življenje v resnici. Ne? Mislim, da velja isto, ko si ti rekla, da ljudje zjutraj pozabijo jesti, potem čez dan nekaj malca in se na koncu dneva napolno najejo. Za vodo to velja isto. Marsikdo pozabi čez dan, potem se pa na koncu nalije z vodo. In mene zelo všeč prispodoba z rožami, ki jih zalivamo. Ne? Če ti zalivaš konstantno rožo, bo zemlja lepo sprejela vodo. Če pa jo ne zaliješ 2-3 tedne, pol pa dodaš vodo, gre pa vsa voda kar čez. In tako dejansko tudi naše telo sprejema vodo. Če jo mi zdaj samo enkrat na dan ogromno spijemo, to ne bo enak efekt, kot če jo ves čas malo pijemo. Tako da, ja, za zdravo prebavo, ta 2 litra, ki se jih priporoča 2+, 2 je mogoče minimum za vse nas, ne, ki normalno jemo in smo odrasli. Ja, se kaj. Je treba tudi razporediti čez dan, da lahko spodbudi našo prebavo. No, vsi poznamo donat, ne, s katerim si pomagamo predvsem takrat, kadar ne moramo iti kakat, ne, in to že desetletja, ampak ni to samo mineralna voda. Ne. Kaj se pravzaprav zgodi? Kaj še ima donat in kaj se zgodi takrat, ko en kozarec pijemo, recimo? Ja, mislim, donat pomaga pri prebavi ne samo zaradi magnezija, ampak deluje osmotsko. To pomeni, da ko mi spijemo neko tekočino, ko ima veliko raztopljenih snovi noter, ne, potem ko prije to v črevesje, prehaja voda vedno, mislim, osmoza to pomeni, ne, da prehaja iz tam, kjer je manj raztopljenih delcev, v tam, kjer jih je več. In ker smo mi donat spili, ki je koncentriran, potem voda iz telesa prehaja v blato in se blato na ta način mehča. In ja, mislim, to je... Enkrat sem se pogovarjala spet z enim klientom, ko veliko dela v Ameriki, pa je imel donat, mislim, da ali ga je tam celo nekaj kupil, da so tako čudno gledali, a to lahko kupiš v trgovini pri vas, ne, ker je tako uporabna stvar, da bi v bistvu lahko bila skoraj na recepta. Ne. In je, mislim, meni se zdi super, res pogosto ga priporočam. Pa res nimaš kaj veliko narobe narediti, če ga spiješ preveč, dobiš drisko pa konc. Ja, nobenih posledic. Tako. To se mi zdi, da si poudarila, ni to nadomestilo, ne? Se pravi, da ga spiješ preveč, bomo imeli drisko. Se pravi, to ni nadomestilo za navadno vodo, je pa pač lahko ima pa terapevtski učinek, če ga piješ malo vsak dan. Se pravi, po decilitrih govorimo, ne zdaj po litrih. Pa pomaga tudi pri zgagi. Ja. A ne, so, ker je bazičen in potem se pravi, če te peče kisline, lahko par požirkov se pravi pomaga do te mere, da mogoče ne potrebuješ potem neke tabletke, ki bi jo sicer vzel. Ja, njegova funkcija je tudi v tem, kot si ti omenjala osmozo, ne? Ker on poveča volumen blata, s tem, da pač pride več vode v črevo, to potem pritisne na steno črevesja in sproži peristaltiko mehansko, ker pritisne na to in potem tudi v bistvu nas zaradi tega požene. Tako da ima več načinov, kako nas reči zaprtosti, bom rekla. Se pravi, treba je dovolj piti, ne? Če spijemo kakšen kozarec mineralne vode donat, pa naredimo še nekaj boljšega za naš mikrobiom. Nekaj pa recimo ekstremne diete. Ne? Vsake toliko časa se pojavi kaj novega, kakšen nov način prehranjevanja, pa je potem zelo popularen, pa zelo opevan in tako naprej. Kako to vpliva na mikrobiom? Verjetno po logiki, ne, po tem, kar ste že povedali, ne najbolje, ker je to verjetno preveč enolično. Ne. V živalskem vrtu preživi, pa sem tista krava, ne? In pol tisti živalski vrt noben ne obiskuje, torej je slab, mislim, če se izrazim tako prek te pravljice, ne? Usiromašimo ga, ne? Zato, ker tisti mikroorganizmi, ki potrebujejo raznoliko hrano, odmrejo, tisti, ki se pa hranijo s to dotično hrano, se pa pač prekomerno razrastejo. In mi vemo, da zdravje je povezano z raznoliko črevesno mikrobioto. To je bistveno, težimo k raznolikosti, ne k presežku enega mikroorganizma.
Ja, telo včasih kliče, ne, tudi po neki rešitvi skozi prebavne simptome oziroma se izraža, ne, govori o tem, da ima pač neke težave, kateri so tisti še dodatni opozorilni znaki, recimo poleg že omenjenih, ne vem, driske, zaprtja, krčev, napihnjenosti in tako naprej. Ja, v idealnem svetu, bom rekla, imamo mi zelo redno prebavo. Ne? Tudi, ker smo zdravi, verjetno vsak ve zase, kdaj gre na WC. Recimo zjutraj po kavici, ali pa zjutraj zvečer, ali pa nekdo gre popoldan. Poznaš svoj ritem. In čim opaziš, da so pač neka odstopanja, zdaj, če je to enkrat, če je to dvakrat, to ni problem. Ampak kot si ti prej omenila, če nekaj traja dlje časa, še posebej, če je driska, mi ponavadi rečemo 2 tedna, da je meja, če nekaj traja 2 tedna, sigurno je treba jeti zdravniku, da se vidi, a je kakšna stvar zadaj, ne? A je kakšen vzrok se skriva zadaj, razen če direktno veš, da nekaj drugače delaš in to vpliva na te. Tako da, ja, definitivno niso samo simptomi, ki nam delajo težave, da ne vem, napihnjenost, da nas boli, kislina, da zateka, driska, ampak tudi rahle spremembe že dejansko govorijo pač v smer, nekaj se dogaja, ena sprememba je v telesu, daj posluši me. Ja, jaz bi nekaj omenila, kar je zelo pomembno, pa o tem še v Sloveniji ne govorimo. Jaz sem bila pred enim letom na eni konferenci v tujini in se je že zelo veliko govorilo o prediagnosticiranju, predvsem žensk v srednjih let. Se pravi, zato, ker ko prijemo ta neka leta, verjetno po 30, a ne, postanemo malo bolj pozorni na sebe, mogoče smo malo preobrnjene službe z otroci in tako naprej, in potem imamo tudi, ne vem, čas in pa sredstva, da se ukvarjamo s svojim zdravjem. In zdravniki so včasih malo nemočni, zato ker se jim zdi, pa to je bolj kot nenormalno, pa če ni, pa potem pišejo napotnice in so ženske, spravi, dobijo veliko preveč diagnoz, spravi, za neka stanja, ki bi sama minila od sebe, ki niso potrebna zdravljenja, ki spravi, se jim ni potreba posvečati, ampak je mogoče malo nelagodno. Ne? In to je zelo, zelo, zelo pomembno, zato ker splošno velja, ne, da zdaj spravi, vse, kar je odstopanje od optimalnega, je treba popraviti. Ni tako, ne? Telo se večino časa samo zregulira, ampak včasih potrebuje pač malo časa. Ne? In spravi, ta 2 tedna se mi zdi v redu, spravi, če traja en teden neki, to ponavadi ni razlog za paniko, obisk zdravnika, za ne vem kakšne drastične spremembe, ker kar naše telo potrebuje je konsistenca, se pravi, da konstantno počnemo stvari, ki podpirajo naše zdravje in da ne delamo takoj panike, ne delamo takoj spremembe, rošade, dodajamo prehranska dopolnila, ne? Ampak da malo tudi zaupamo svojemu telesu, da v bistvu je večina stvari, ki se jih v našem telesu zgodi, je, mislim, ko se telo naše popravlja, se večinoma popravi samo od sebe, a ne, šele potem pač dodajamo zdravila, če pač to ni. Prehladi recimo, vse te stvari minejo sami, prebavne težave večinoma minejo same, a ne potrebujejo neke intervencije zdravniške. Hočem reči, da se v tujini že zelo veliko govori tudi po konferencah, da spravi, dobimo preveč diagnoz, ki so nepotrebne in temu sledi zdravljenje, ki je nepotrebno. Ne? In psihični stres, stranski učinki zdravil zaradi stvari, ki bi minile same od sebe. Ne? To je mogoče en aspekt, ko ga je tudi potrebno malo pogledati. Ja, po drugi strani pa kolikokrat dejansko tudi zdravniki, recimo za nekaterimi težavami, prepoznajo pravzaprav težave z prebavo in črevesjem, recimo, ne vem, izgorelost, debelost, pomanjkanje energije, slab spanec, tukaj se zadaj tudi lahko čisto enostavno nekaj tako preprostega skriva, ne? A danes zdravniki na to že večkrat pomislijo? Iskreno ne znam odgovoriti, verjetno vsak dela svojo prakso, ampak se mi zdi, da pomembnost črevesja se vse bolj, mislim, predvsem mikrobiom tukaj poudarja, se vse bolj poudarja. Tako da, ja, pozornost se daje na to. Bi pa še, ful se mi zdi dobro, kar se je izpostavila prej, glede te prediagnosticiranosti. Kad smo mi že omenjali to možgansko črevesno os, zelo velikrat so težave, mi rečemo, funkcionalne. Se pravi, nimajo nekega dejanskega fizičnega vzroka, ne, da bi bil nek dejanski problem, ampak je to, kar mi rečemo, stres, slabo počutje, nekako možgani vplivajo preko čustev, preko stresa na črevo in zaradi tega to potem mine. Tako da črevo je zelo občutljivo, takoj bo reagiralo na vse. In se mi zdi super, da si dejansko to poudarila, ker včasih lahko zapademo v paniko že po eni driski, pa takrat še ni čas za preplah. Ja. No, prebava zagotovo vpliva tudi na motivacijo, na energijo, na mentalno jasnost, ne, tudi ta megla v glavi ali pa brain fog je lahko povezana verjetno z slabo prebavo. Ne. To je pa to, ko smo prej omenjali, se pravi ta povezava, črevesje možgani, zaradi veliko
mislim, na velik načinov dejansko vpliva na brain fog, na slabo počutje. Eno so te kratkoverižne maščobne kisline, ki smo jih imeli, drugo so pri imunskem sistemu, ki zazna disbiozo, se pravi, to so neuravnovešene bakterije, premalo raznolike, stvari, ki pač niso optimalne za nas. Takrat se začnejo sproščati razni vnetni faktori, ki prehajajo možgansko bariero in tudi v možganih aktivirajo mikroglijo, to pa je v bistvu, mikroglija so imunske celice možganov. Se pravi, možgani se takrat ukvarjajo z nekaj narobe, moramo rešiti situacijo in v tem času mi nimamo toliko dobre pozornosti, nimamo toliko dobrega počutja, ne počutimo se optimalno. Tako da definitivno imamo študije, ki dokazujejo, da anksioznost, depresija, brain fog, utrujenost, vse to ima veliko vzrokov lahko. Ampak ima lahko vzrok tudi v tem kroničnem vnetju v možganih, ki je povezano z delovanjem črevesja. Ja, nekateri zdravniki predpisujejo pri zdravljenju depresije tudi probiotike. Ful pametno. Ja, to je ful dobro. No, kakšna je pa razlika med probiotiki, prebiotiki, pa še eno tretjo vrsto, ki se ne spomnim. Okay. Probiotiki so te živalice v živalskem vrtu, prebiotiki so hrana za njih. Postbiotiki so pa, kaj bomo rekli, to, kar te živalce pokakajo, ali pa presnovki, črevesne mikrobiote. To je to, ko smo govorili, te kratkoverižne maščobne kisline, recimo, ki potem potujejo in še ostali presnovki, ki pozitivno vplivajo na nas. No, da ne bom pozabila, obljubila sem prej, da bomo govorili še nekaj več o zdravilih. Antibiotiki so znani, da porušijo prebavo in to ljudje že vedo in si verjetno tudi že pomagajo v tem času prav s temi probiotiki in prebiotiki. Kaj pa druga zdravila? So še druga, ki so problematična? Ja, dejansko tako 1/4 zdravil, ki jih mi uživamo, se ocenjuje, da imajo vpliv na mikrobiom, kar signifikanten, se pravi pomemben za nas. Bom samo naštela par, ki jih velikokrat uporabljamo. Recimo, ko ste že imeli antidepresive. Antidepresivi, tisti, ki delujejo preko serotonina, SSRI, delujejo tudi na serotonin v prebavi. Se pravi, ne samo na serotonin v možganih. In serotonin v prebavi ima razen tega, da sporoča preko vagusa možganom, vse je okej, ne? Hkrati vpliva tudi na peristaltiko in na stik med celicami, ki mejijo lumen črevesja, tam, ki imamo dejansko hrano in mikrobiom z našo krvjo. In zdaj, če mi imamo kar naenkrat preveč serotonina, kar se zgodi, ko imamo antidepresiv, bo seveda to pospešilo peristaltiko, bo drugače vplivalo in spremenilo naš mikrobiom posledično. Tako da to so ene, definitivno metformin, ki se ga predpisuje za zniževanje inzulinske rezistence, tudi dokazano spremeni mikrobiom. Včasih je to zaželen efekt, ima pa potem tudi lahko kot stranski efekt napihnjenost, prebavne težave. Pa da imajo še dve, ki jih veliko uporabljamo. Ena so nesteroidni antireumatiki. To je ena velika skupina. Velika skupina, kamor... Protibolečinska zdravila, ne? Protibolečinska, to so recimo ibuprofen, pa ne spada tukaj, pa paracetamol, ampak vsi te naklofeni in tako naprej. Oni tudi spremenijo sestavo mikrobioma, pa tudi slabi so za želodčno sluznico, konec koncev, če jih predolg jemo, jo lahko ranijo in naredijo ulcerje. Pa še inhibitorji protonske črpalke, to so pa tiste zdravila, ki jih jemo zato, da nimamo toliko kisline pri refluksni bolezni, te pa tudi dokazano spremenijo mikrobiom. Vse je dosti logično. Vsa ta zdravila so pa zelo pogosta. Jaz bi imela še en del, ko zdravila ne jemljamo večino, vsaj ne, če imamo srečo, ne jemljamo vsak dan. Kar pa vsak dan jema je pa procesirana hrana. In razni aditivi v prehrani, razni emulgatorji so sicer označeni kot varni, med drugim tudi zato, ker so teste za njih, kako vplivajo na telo oziroma pač kako vplivajo na telo, na zdravje, so bili narejeni preden smo mi poznali in imeli metode za proučevanje črevesne mikrobiote. In zdaj vidimo, da se pravi, razni aditivi v prehrani zelo negativno vplivajo na črevesno mikrobioto, na raznolikost, na katere se razraščajo, katere odmrejo. In je res smiselno, ko zbiramo živila, da preberemo deklaracijo in da če se le da jemo hrano, ki ima res čim manj aditivov, torej emulgatorjev, barvil, arom, stabilizatorjev, spravi, čim bolj naravno hrano jemo, boljše. Tudi na to smo že tudi genetsko, evolucijsko navajeni, naravno hrano. Poleg ostalega, kar sta že omenili v preteklih minutah, se pravi, te življenjske navade so potem pri kroničnih terapijah, recimo, ko jemljemo redno neka zdravila, še bolj pomembne, če se malo vrnem še k zdravilom. Mislim, so osnova. Tukaj začneš, ko je neka stvar, ki se v telesu dogaja,
edino prav, da se najprej pogleda, kakšne so navade in kako se z navadami da vplivati, ker navade so velikrat tudi vzrok. Potem pa, če je stvar že šla predaleč, se šele doda zdravila. In če pa gledamo sama zdravila, ki jih mora človek imeti, konec koncev tudi zdravo prebavo, mi lahko absorbiramo učinkovino, ki je v zdravilu. Saj, če imaš porušeno prebavo, slabš dobimo hranila, slabš pa tudi učinkovine zdravil, konec koncev. Veliko stvari ste že našteli, oziroma hrane, ki naj je ne jemo, oziroma naj je ne bo na krožniku, naj se je izogibamo. Kaj pa recimo lahko dodamo, oziroma kako, tako kot osnovo, kako naj strukturiramo en tak krožnik, ki bo fajn nahranil tudi mikrobioto. Poleg tega, da mora biti na njem seveda čim več raznovrstne hrane pa pisanih živil, kot vemo iz pravljice. Ja, tako. Se pravi, 50, 25, 25 je, se mi zdi tako univerzalno super pravilo. To pomeni, ko imaš pred sabo krožnik, je fino, če je polovico krožnika iz zelenjave, pa lahko tudi sadja. Četrtina je živil, ki vsebuje ogljikove hidrate, ta sicer tudi večinoma vsebuje prehransko vlaknino, so lahko stročnice, krompir, testenine, kruh, karkoli. In pa četrtina naj bo beljakovinska hrana, lahko je meso, ribe, jajce, skuta, pač različna beljakovinska hrana. Se pravi, ali pa, če bomo rekla, kako bi rekli Slovenci, 50% zelenjave, 25 krompirja, 25 mesa. Ja. Vse krompir pa salata, ne? Italijani bi rekli pašte, ne? Namesto krompirja. Tako. Ja. No, če bi morali ljudem takole pri koncu našega današnjega podcasta dati 3 nasvete za boljšo prebavo, poleg vseh teh, no, ali pa če tudi strneta to, kar ste že povedali, ne? 3 točke, ki naj bi jih upoštevali, da bo naš mikrobiom čim bolj zadovoljen. Jaz bi rekla, to še nismo omenili, ampak mislim, da se obe dve strinjava, lonček s semeni. Ja, to pomeni, da vzameš en star lonček ali kar lonec, no, oziroma kozarec od marmelade recimo, ali pa od medu, in ga napolni z 10 različnimi viri semen in oreščkov, se pravi lan, čija, sezam, lešniki, orehi, mandlji, pač čim več, 10 recimo. In potem to vsak dan daš 1 ali 2 žlice na jogurt, na kakšne kaše, na solato, na krompirne testenine, na karkoli. In s tem, ker to delaš vsak dan, s tem hraniš črevesno mikrobioto. Podobno imaš pa lahko tudi en lonec, to pa Slovencem ne bo tako težko, oziroma en kozarec, ne lonec, kjer imaš noter recimo fermentirano zelje ali pa repo in vsak dan samo eno vilico tega poješ. In s tem tudi delaš, se pravi, vnašaš in pro- in prebiotike v prehrano. To bi bila moja 2 nasveta. Absolutno. Jaz bi dodala še spanje pa gibanje tukaj, ki imata veliko večji vpliv na prebavo, kot mi pomislimo včasih, ne? Ker pač seveda prehrana prebava, ampak spanje, kot smo se danes pogovarjali, ima ogromen vpliv in hkrati tudi gibanje prek tega, da spodbujamo peristaltiko. Prej si ti omenila, da imaš enega prijatelja, ki gre lahko velikrat na dan na WC. Včasih to, da greš neskončnokrat na dan na WC, kljub temu, da imaš zdrav kakec, ne pomeni, da je v redu nekaj, zaradi tega, ker nisi sposoben v celoti sprazniti črevesja. Nekateri ljudje imajo težave. In gibanje glih tukaj pomaga, da mi lahko v celoti spraznimo črevo, to kot je treba, in potem naslednji spet. Tako da, ja, definitivno bi se omenila še spanje in gibanje kot ključa do tega. Recimo, gibanje, to pomeni sprehod po obroku. To sem že slišala večkrat, recimo, ne? Da vsaj 1000 korakov po recimo vsakem obroku, pa to ni tako veliko, ne? To lahko naredimo tudi verjetno v pisarni, ne? Mislim, če smo nekaj ali pa počepe, gremo večkrat na stranišče, ne? Ali pa če naredimo nekaj počepov, recimo 10, 20 ali pa več, če jih zmoremo, ne? S tem tudi pravzaprav spravimo sladkor v mišice brez uporabe inzulina, kar je pa zelo pomembno. Ja. Jaz dejansko imam rada kolebnico. Imaš kolebnico, če nimaš pač možnosti sprehoda, ker včasih ni 10 minut sprehoda, naredi vso razliko, ampak včasih nimaš 10 minut, pa narediš par poskokov. Ker ja, največje mišične skupine so v nogah. Počepi, kolebnica bo pač naredila enako kot sprehod konc koncev. Pa še super za kosti, ko skačeš. Ja, to je res. Ja. Sami ženske moramo stisniti medenično dno, mišice medeničnega dna, ko skačemo, to je edino. No, slišala sem tudi že za čisto enostavno, če sploh ne moreš recimo od mize, čisto enostavno, da dviguješ noge od stav, ne? Tudi to je že čisto dovolj. Ali pa na mestu stiskaš mišice. Zanimivo, ne? Ampak dajmo najti na toliko minut, da se lahko vstaneš, pa narediš par korakov po obroku. Pa to na vse vpliva, tudi na koncu na dobro počutje, psihično zdravje. Sprehod je, ko bi te rekel, mi mislimo, da je sprehod, ampak ima toliko pozitivnih vplivov, to je ena najmočnejših stvari v bistvu. Pa jaz bi še dodala, se pravi, če se najdeš v situaciji, ker recimo po obroku v službi ne more se ostati, da je mogoče čas za premislek o postavljanju mej.
Se pravi, koliko ima neko podjetje vpliva na tebe, da si ne moreš privoščiti 5 minut gibanja po obroku. To se mi zdi za ženske bistvenega pomena. Koliko se pravi nekaj služimo, pa koliko poznamo sebe, koliko znamo sebe poslušati, koliko znamo meje postavljati, koliko prioritete postavljamo v življenju. Če smem zaključiti vse to, zdaj smo kar nekaj povedali, bi rekla, da premalokrat omenjamo tudi to, kar smo mi že večkrat naslovili danes, in to je ta čas zase, da se ustaviš. Zdi se mi, da v tem svetu marsikdo gre v poslo in potem v trenutku, ko se vleže, je to prvi trenutek, ki ga imaš za sebe v dnevu. In ta mir, ta čas, da se sprostiš, počitek, ki ni samo v obliki spanca, bi pač dodala v to kategorijo spanca, da je enako pomembno, da mi v bistvu imamo čas za počitek. Da dejansko se sprostimo in ugasnemo ta simpatičen način delovanja, ne? No, simpatičen se sliši tako simpatično, ampak ja, aktiven način delovanja in se sprostimo, da lahko potem telo se regenerira, ker telo se regenerira, prebavlja, popravlja v parasimpatičnem načinu delovanja in takrat to deluje, ko smo v počitku. Zato. Veliko materijala, ogromno smo dali našim gledalcem in poslušalcem za realizacijo v naslednjih dneh, ampak vseeno, en mičken izziv jim dajmo še čisto na koncu za naslednjih 7 dni. Kaj lahko teh 7 dni, čisto na kratko, po točkah, kaj naj naredijo, da bo čez 7 dni njihova prebava in s tem seveda tudi vse ostale pač življenjske funkcije, življenje na splošno, da se bo že nekaj poznalo. Ja, 37, ne? 37. Mislim, jaz bi tako rekla, vsak naj si izbere nekaj, kar vidi, da lahko naredi, da ni prevelik stres, da ni prevelik korak, prevelika sprememba, ampak da pač trenutno še ne dela od tega, kar smo danes govorili. Če pa mi da zbereva za vas, pa 37. Tako spravi, v 7 dnevih poskusite pojeti 30 različnih virov rastlin. Ja, najlepša hvala obema za obisk v našem studiu in za sodelovanje v tem podcastu, s katerim seveda smo prispevali k višji kakovosti življenja. Če bodo naši gledalci kaj od tega uresničili, ne? Če bo ostalo samo v teoriji, potem pač ne. Hvala pa seveda tudi vsem vam, ki ste nas spremljali. Črevesje torej obožuje stvari, ki jih sodoben človek najmanj prakticira. To so mir, rutina in počasnost. Naj bo tale pogovor iztočnica za kakšno spremembo v tej smeri. Srečno. Viva podcast za višjo kakovost življenja.